V Lizbono sem prišel zato, da se zapeljem s čisto novim Oplom Adam in izbral sem rumenega, ker se mi zdi, da bo med vsemi najbolj izstopal. Aha, tule je moj. Ampak tale pa izgleda dosti bolje. Ja, škoda. Z letališča sem se odpeljal kar do znamenitega Belema, za katerega sem slišal, da je zelo lep in tudi je, pa še mestnim zastojem sem ušel. No, nažalost, danes vreme ni najboljše, ker dežuje, je pa Adam vsaj v rumeni barvi, da se ne vidi, kako zelo je umazan. Ta avto pa je sicer kralj individualizacije. Že zdaj na začetku je na voljo v kar 12 barvah. 3 so barve strehe, 4 platišča od 15 do 18 palcev so na voljo v 10 različnih oblikah in kar 31 barvah. No, jaz sem sicer upal, da bom dobil tiste črne z enim rumenim pobarvanim krakom, ampak tudi te bodo dobre. Adam je dolg 3,7 metra, s čimer je konkurent Miniju in Fiatu 500, kot vsi novi Opli pa ima tudi ta luči z LED svetili. Pri Oplu so rekli, da mora na vsak način ponujati več kot konkurenca, zato si lahko po želji ali pa še bolje po trenutnem navdihu spreminjate skoraj vse. Na platišča, streho in pa tudi vzvratna ogledala lahko namestite razne okraske. Streho pa so naredili tudi tako, da izgleda, kot bi lebdela. Adam nima klasičnih paketov opreme, ki bi se stopnjevali glede na ceno, ampak glede na to, kakšen voznik ste. Za športne je slam, džem je za drzne in glam za elegantne. Materiali v notranjosti vlivajo občutek prestiža, veliko naredi tudi osvetlitev, lahko izbirate med kar 8 ambientalnimi barvami. No, 4 so barve notranjosti, 15 različnih vzorcev na sedežih, 19 dekorjev. Skratka, če boste imeli novega partnerja in mu kaj ne bo všeč, lahko tisti del tudi zamenjate naknadno. Ali pa še bolje, zamenjate partnerja, pa bo. Kaj temu vremenu ni jasno? Prej je lilo, zdaj pa sije sonce. No, ampak vreme vam v Adamu itak ne bi smelo pokvariti razpoloženja, zato skrbi tole jasno zvezdno nebo nad vami, ki je sestavljeno iz 64 ledic. In Adam je edini avtomobil, ki ima takšno streho, poleg Rolls-Roycea Phantom. Le da tukaj stane 280 €, pri Rolls-Royceu pa verjetno skoraj toliko kot Adam. Je pa tudi edini malček v razredu, ki ima takšen nosilec Flex-Fix, na katerega z lahkoto spravite 2 kolesi, tako da se boste lahko vozili tudi tam, kjer se Adam ne sme. Ob začetku prodaje so na voljo 3 motorji z močjo od 51 do 74 kW in prostorninama 1,2 in 1,4 litra. Ta, v katerem se vozim, s 64 kW predstavlja sredino ponudbe, pri Oplu pa pravijo, da bo ta najbolj prodajan, ker je dovolj zmogljiv in ima ugodno porabo. Kasneje se bo ponudba razširila tudi z modelom na plin in v začetku 2014 tudi z novim manjšim trivaljnikom s turbopolnilnikom in 6 prestavami v menjalniku. No, seveda pa so že vsi modeli zdaj opremljeni s sistemom Start-Stop in City Mode za lažje vrtenje volana v mestu, katerega bodo verjetno najbolj vesele nežne ženske ročice, morda še bolj ogrevanega volana. In za veliko voznikov morda najpomembnejša zadeva. Adam se odlično povezuje z vašimi pametnimi telefoni. V bistvu sploh nima navigacije, ampak uporablja tole Bring Go, ki si jo naložite kot aplikacijo na telefon, potem pa jo prikazuje na tem velikem 7-palčnem zaslonu. V bistvu je odlična ideja, ker izkorišča moč vašega mobilnega telefona, pa še poceni je. Seveda zna predvajati tudi glasbo, prikazuje slike, deluje pa z iPhoni in Androidi. No, super, spet sem med zadnjimi. Me je pa na poti vsaj fino oprala, tako da je Adam spet čist. Na slovenske ceste bo zapeljal šele februarja, cena pa bo takrat gotovo nižja kot je v Nemčiji, kjer stane 11 500 €. Aha, zdaj grem pa prav preveriti, če so res vsi drugačni, ker so pri Oplu rekli, da nista niti dva enaka.